Vse ponovno že znane, pa tiste, ki ste prvič prav lepo pozdravljamo v Korobaču, zdaj kdor še Sofi, to je Sofi, ničnih kuža, pej se tam. Korobač je v bistvu en malo višji koncept kot samo, kako bi rekla, pijača in kmalu tudi hrana. Je tudi eno vračanje socialnega dela v skupnost oziroma ustvarjanje ene skupnosti, med drugim tudi s takšnimi projekti, kot je tale za Siriusom in našim dragim Dušanom. In seveda tudi imam danes veliko čast, da lahko mojo profesorico spoštovano Darjo Zaviršek tukaj gostim, da mislim, da bomo danes zelo uživali. Hvala, Darja, da ste prišli. Jaz pa še teh 50 centov vrnem, pa se takoj prisvedem. Hvala, Mateja. Torej, kot rečeno, to je drugo srečanje iz ciklusa predavanj z naslovom Egalitarne simbolizacije življenja s posebnimi potrebami. Kot sem že zadnjič povedal, pa zdaj še enkrat, ta ciklus se bo zaključil 7. maja v Ljubljani z enodnevnim simpozijem, na katerem bodo sodelovali, oziroma bomo sodelovali vsi, ki bomo tudi sicer, oziroma še bodo predavali v tem ciklusu, in potem na koncu nekje septembra bo iz teh predavanj tudi nastal zbornik, ki bo šel v projektu, ki ga zdaj tudi Mateja omenila. Ampak da ne bom predolg, jaz bi rad povedal par besed o Darji Zaviršek. To bi rad povedal ne samo zato, ker se spodobi, zato, ker je tak protokol, ampak zato, ker imam do tega, kar Darja počne, poseben odnos, ne bi rad bil sentimentalen, ne bi rad poudaril, da imam oseben odnos do tega, ampak ga res imam. V vsakem primeru Darja je profesorica na Fakulteti za socialno delo, je sociologinja, ukvarja se z številnimi področji, jaz vseh niti ne poznam, niti moram šteti, da se to že vnaprej upravičujem, ker mi sigurno kakšen napozal. Vsekakor je avtorica številnih del, številnih člankov, številnih knjig področja socialnega dela, teorij spolov, hendikepa. Mislim, da se ne motim, če rečem tudi tega, kar je v naslovu današnjega predavanja, nevidnih oblik družbenega nasilja nad ljudmi. Je pa še veliko več. Zdaj, nekaterih stvari si jaz preprosto nisem zapomnil, oziroma niti ni bilo treba, da bi si jih zapomnil, sem si jih zapisal. Zato bom še nekaj prebral. Par stvari, ki se vnašajo v Darjo in se mi zdi, da so izjemno pomembne in je prav, da jih slišite. Torej, Darja je ustanoviteljica in nosilka katedre za preučevanje socialne pravičnosti in vključevanja, inkluzije, je predsednica vzhodne evropske mreže šol za socialno delo, je izvršna voljena članica Svetovne zveze šol za socialno delo, kjer vodi odbor za mednarodne projekte, in od leta 2010 je svetovna poročevalka za področje zdravja, hendikepa in duševnega zdravja. Od leta 2009 je članica mreže Academic Network of Disability Studies, v kateri je poročevalka za Slovenijo. Resnično mi je v čas, da se zdaj tukaj in seveda, da ste čisto all yours. Hvala, Dušan. To je pa najlepša hvala za tako lepo predstavitev. Zelo sem vesela in upam, da bo ta imeniten projekt, ki je neverjetno obsežen in pomemben za Slovenijo, tudi res imel velike učinke, tako da ti želim res veliko uspeha pri tem, kar počneš, kako vnašaš nov diskurs v skupnost. Hvala tudi Mateji za ta zanimiv prostor in za to, da nam ni treba biti
v kakšni inštituciji, recimo pri nas na fakulteti. Okay. Zdaj, lepo pozdravljeni, lepo, da ste prišli. Torej, za današnje predavanje sem se odločila zaradi tega, ker sem pred kratkim bila v Rusiji in so nekatere stvari, ki sem jih tam videla, naredile name zelo močan vtis in obenem tudi sem se spomnila nekaterih stvari, ki sem jih nekako doživela v Sloveniji. Michel Foucault, francoski teoretik, filozof, zgodovinar in tako dalje, je v svoji slavni knjigi Zgodovina norosti rekel, da je zapiranje ljudi, med drugim tudi ljudi z različnimi ovirami, potrebno raziskovati preko raziskovanja prostorov, v katere so ljudje zaprti. Obenem pa je pokazal, da je zapiranje zgodovinska kategorija, ki se je začela tam nekje v srednjem veku, ko je bila Evropa ogrožena, da tako rečem, strani bobovcev, ali pa so vsaj ljudje mislili, da so bobovci tisti, ki bodo tako rekoč tedanje Evropejce, Evropa še ni se imenovala Evropa, ampak torej tedanje ljudi na tem področju, na tem teritoriju, da bodo ogrozili in tako so postali bobovci prvi ljudje, ki so jih bi rekla, tiste strukture tedaj začele zapirati v določena, za njih namenjene določene prostore, ki so se imenovali gobavišča. In mogoče zaradi tega, mogoče pa zaradi številnih drugih reči, ko danes ugotavljajo zgodovinarji, so gobavci dejansko izginili. Izginili so tudi iz spomina evropskega človeka. Vendar, kot nas spomni Foucault, je od njih ostalo tisto, čemer rečemo struktura zapiranja. Torej, ljudi, ki so se zdeli v določenem trenutku, v določenem času, na določenem teritoriju ljudem, nenavadni, čudni, nevarni, problematični, kasneje moralno neustrezni in tako naprej, so začeli zapirati v posebne prostore, ki so jih nekaj stoletij kasneje po srednjem veku začeli imenovati recimo špitali, potem pa bolnišnice in kasneje zavodi in tako dalje. Obenem nas Foucault spomni, da je, kako pomembna je zgodovina. In sama sem se dolgo časa ukvarjala z vprašanjem, kaj je ostalo od, bi rekla, tega zgodovinskega procesa pri nas in kako je na situacijo, v kateri danes živimo, kako je na njo vplival socializem. Ali so procesi zapiranja v socializmu bili podobni kot recimo na Zahodu, ali je prišlo do kakšnega bi rekla, razkola, prekinitve in kaj je od vsega skupaj ostalo danes. O zapiranju ljudi z različnimi ovirami, na to se bom osredotočila danes, ki jim v Sloveniji še vedno rečemo invalidi, lahko se jim reče otroci s posebnimi potrebami, lahko se jim reče hendikepirani, kakorkoli. Bi rekla, ljudje z ovirami se v socializmu je zelo malo napisanega, kaj se je pravzaprav dogajalo. Ne? In Mihael Russell in Elena Jarskaja-Smirnova sta pred leti napisala eno zelo zanimivo knjigo o Disability in Post-Soviet Space, v kateri sta se vprašala,
ali je bilo zapiranje ljudi v socializmu ali pa v komunistični Sovjetski zvezi, kakorkoli, kaj drugačno kot v Evropi. Torej, prva stvar, ki jo lahko vidimo, je, da se je zapiranje ljudi v različne zavode in inštitucije po drugi svetovni vojni imenovalo modernizacija. Torej, modernizacija, predstavljate si, vzhodna Evropa je bila v socialnem smislu in v smislu socialne politike, socialnega varstva zaostala, da tako rečem. Če uporabim ta, bi rekla, izraz moderna, manj moderna in tako naprej, šlo je za ruralno družbo, ki ni potrebovala inštitucij, zaradi tega, ker so bili ljudje oskrbljeni v glavnem doma in z njimi so se dogajale razne stvari. Nekateri so bili priklenjeni na verigo, drugi so bili zadovoljni v vasi in so jih ljudje imeli radi in so delali na polju in tako naprej. Bile so zelo različne stvari, vsekakor se ne moramo zadovoljiti samo, bi rekla, z nekim romantično predstavo o tem, kako je bilo nekoč boljš, potem je bilo pa slabš. No in po drugi svetovni vojni je prišlo do tako imenovane modernizacije in dejanskega razvoja socialnega varstva, kar je pomenilo, da začnejo nastajati veliki zavodi, velike inštitucije za ljudi z ovirami. Torej, če naredimo spet paralelo z Zahodom, tisto, kar v 50 letih se je po zahodnih državah že veliko vedelo o tem, zakaj zavodi niso, bi rekla, najboljša rešitev za ljudi z ovirami. In sicer, recimo, BBC je v tistem času objavil en zelo odmeven prispevek o nasilju v zavodih in zavodi so postajali tudi vse dražje in tako so jih začeli zapirati. Torej, medtem, ko so na Zahodu začeli strukture zavodske zapirati, strukture, ki jim že sam Foucault reče strukture zapiranja, strukture velikega zapiranja, v katerem se znajdejo ljudje, bodi si zaradi vidnih ovir, bodi si zaradi nevidnih ovir, ali pa zaradi revščine, zaradi nekih moralnih predstav v družbi, kaj je normalno in kaj ni normalno in tako dalje. Torej, ko se te strukture na Zahodu začnejo zapirati, se po socialističnih državah odprejo. Vprašanje je, zakaj? Torej, en razlog je tako imenovana modernizacija. Torej, predstava, da državna skrb za ljudi z ovirami je tista, ki pravzaprav je pričakovana, je nekaj, kar je del socialistične skrbi za ljudi. Hkrati pa ne smemo pozabiti, da je bil pogled na človeka, na to, kaj je normalno telo, kaj je normalno, tako imenovano normalno funkcioniranje, namenoma uporabljam te normativne pojme, zelo normativno. Torej, koncept, bi rekla, socialističnega človeka je bil nujno povezan z tistim, čemer bi Angleži rekli able-bodied person, to pomeni ljudje, ki so bili sposobni za delo. Tako imenovani delovno nesposobni, koncept, ki ga poznamo že iz 19. stoletja, ne samo iz, recimo, nacistične Nemčije in tako naprej, se je pravzaprav zelo lepo vklopil v socialistično ideologijo, bi rekla, normalnega in nenormalnega. Naslednja teza, ki je po mojem mnenju razloži, zakaj je pri nas, recimo, če pogledamo Slovenijo, je pa isto bilo recimo v Jugoslaviji in bi rekla v vseh državah vzhodne Evrope, zakaj je prišlo do takega množičnega odpiranja velikih zavodov, je tudi ideja torej, podružbene skrbi za recimo hendikepirane in seveda vse tisto, kar so nekoč ženske delale doma, so zdaj delale za plačilo v inštitucijah. To je v bistvu torej moja teza,
s katero se ne strinjajo vsi, ampak trdim, da so odpiranje velikih zavodov v 50., 60. in 70. letih botrovalo tudi ideja, ženske potrebujejo službe, ženske potrebujejo delovna mesta. In spomnimo se recimo sovjetske ideologije osvoboditev ženske izpod kuhinjskega suženjstva, to pomeni hendikepirane, stare in otroke, seveda je potrebno dati v namestitve, kjer bodo ženske osvobojene, tako imenovane skrbi zanje. V resnici se je to naredilo, ženske so dobile nove službe, vendar, če pogledamo nekaj ali zelo malo zgodb, ki jih poznamo recimo od kuharic, čistilk, strežnic in recimo najnižjega osebja v tistem času, je bilo za mnoge ženske delati po zavodih bolj, bi rekla, nekaj tistega, v kar so bile prisiljene, ne pa, da bi to delo zares z veseljem opravljale, kaj šele, da bi imele idejo, da jih bo to delo osvobodilo izpod, ne vem, kot rečeno, kuhinjskega suženjstva. Meni je ta, bi rekla, sovjetska sintagma zelo všeč. Torej, kontekst, zgodovinski kontekst je zelo pomemben za razumevanje, bi rekla, te navdušenosti, ki ljudi še danes ni zapustila. Tega navdušenja nad tem, da so zavodi najprimernejša oblika bivanja za ljudi z različnimi ovirami in seveda, da je nujno potrebno, da binarna opozicija med normalnim in nenormalnim, delovno sposobnim in delovno nesposobnim še vedno funkcionira. Vemo, da gre za, ne samo za izmišljeno, ampak tudi za nesmiselno in tudi pravzaprav za napačno predpostavko, zato ker nam, bi rekla, ljudje z ovirami, če je že potrebno sploh govoriti o tem, vsak dan dokazujejo, da številne ovire niso nikakršen razlog za to, da morajo ljudje živeti v segregiranih, zaprtih, ločenih in tako naprej prostorih. Za danes sem pravzaprav vam želela narediti vizualno predstavo tistega, čemer jaz rečem vidnost nevidnega, oziroma različnih oblik nasilja v inštitucijah. Trdim, da je torej, to je, bi rekla, trdil tudi že Foucault, pa Goffman, pa številni drugi, ki so svoje življenje posvetili temu, da so raziskovali zaprte inštitucije, nekateri so jim rekli totalne inštitucije, kot na primer Goffman, ki je poudarjal, da se v inštitucijah generira posebna kultura, posebni stili obnašanja, posebna komunikacija, samo zato, ker gre za zaprte prostore, kjer obstaja zelo jasna hierarhija med osebjem in uporabniki, kjer so uporabniki na nek način videni, bodisi kot popredmeteni, bodisi so videni kot ljudje, ki nimajo svojega, torej zmožnosti odločanja oseb, ki v bistvu so devalvirani in končno, ki jih zaznamuje zelo hitro tudi neke vrste socialna smrt. Najprej vam bom, mogoče pa se to ne bo šlo. Mislim, da tole kar, ok, dobro. Torej, Torej, kako pravzaprav dekonstruirati tisto, čemer rečemo nasilje v inštitucijah? Foucault lepo pokaže, da je nasilje potrebno videti, kot sem rekla, že na zidovih, okoli zidov, v sami prostorski segregaciji ljudi z ovirami. V 19. stoletju se je verjelo, da je dober zrak tisto, kar potrebujejo ljudje z ovirami. Zato to je bila racionalizacija tega, da so jih dajali živeti sredi gozda in tako dalje. In to je v bistvu
ne vem, kako A ste tu Darja video? Ja, ampak nimam ga verjetno gor. Ja, imam ga gor. Nič hudega, to je bilo samo 10 sekund. Torej, tisto, kar je značilno za prostorsko segregacijo ljudi z ovirami in ki je prva raven, bi rekla, institucionalnega nasilja, je v bistvu to, da gre za prostore, ki so sredi narave. Torej, tako rekoč gre za predstavo, da je telo, ki je delovno nesposobno, ki je frikovsko, ki je invalidno in tako naprej, je pravzaprav potrebno ne samo zapreti, ampak tako rekoč zapreti nekam, kjer ne bo vidno ljudem, ki bi ta telesa lahko vznemirjala. In jaz sem februarja bila v Sankt Petersburgu in naletela na stvari, za kjer sem mislila, da ne obstajajo več. Imela sem občutek, da sem se preselila v obdobje konc 80-ih let, ko sem prvič prišla v Hrastovec. V zavod Hrastovec, ki je bil sredi ničesar, kjer smo srečali ljudi, ki so bili goli, ki so imeli ozebline na nogah, ki niso govorili, zato ker so pozabili tekom svojega življenja v zavodu govoriti, kjer niso imeli več svojcev, nihče jih ni več obiskoval. V resnici so bili odloženi kot predmeti v tisto, čemer recimo danes rečemo muzej norosti. Recimo ima neke zanimive paralele. Vhod v varovan zavod za ljudi z ovirami v Psihonevrološkem inštitutu številka 3 v Petershofu. Tja smo se vozili približno pol ure iz Sankt Petersburga in bil je sredi gozda. Skratka, točno tisto, o čemer recimo opisuje literatura recimo iz 60-ih let, najdemo pod pojmom sovjetska pedagogika. V zavodu je več kot 1000 ljudi in to je samo en košček, zato ker moj slab telefon ne more zajeti vso velikost te inštitucije. Skratka, v zaprti, pred pogledi kogarkoli, to pomeni na milost in nemilost izpostavljeni pedagogiki, ki se torej nekemu režimu, ki se dogaja v tem zavodu. In seveda, rekla bi, da se je pri nas okoli tega že veliko spremenilo in da so nekateri, da sem bila vesela, da sem si lahko rekla, tega pa pri nas ni več, v tako velikem obsegu. Ampak seveda tudi Slovenija ima samo 2 milijona prebivalcev, medtem ko ima Rusija 120, nekaj takega. Skratka, torej prostorska segregacija je gotovo tisto, kar je ena od značilnosti nasilja v inštitucijah, brez da bi danes točno vedeli, zakaj je to potrebno. Poglejte, če primerjam zdaj to z tem čudovitim gradom, ki ga imamo še vedno in ki je še danes funkcionira, mogoče nekoliko manj, ampak še vedno, ko pa je še pred nekaj leti funkcioniral res kot tipična totalna inštitucija. Notri je bilo vse, od kapele do kuhinje, do pralnice za moške, pralnice za ženske, različnih hodniki so bili razdeljeni in tako naprej. In seveda problem je, da je recimo v 90-ih letih je postala prava modernizacija to, da so recimo po nekaterih vzhodnoevropskih državah začeli ljudi mešati, torej ženske in moške po različnih oddelkih. Posledica tega je bila seveda, so bile množična posilstva in tako dalje, tako da bi rekla, te modernizacije so seveda tudi zelo problematične. In edini zavod, ki se je v resnici zaprl, je zavod Trate, v katerem je bilo
včasih celo tam do 400 ljudi. Značilnost tovrstnih prostorov je bila, da so bila, kot sem že prej rekla, in ostala delovna mesta za ljudi iz okolice. In v recimo Hrastovcu, ko smo se pogovarjali z osebjem, so pripovedovali, kako zadovoljni so, da imajo delovno mesto blizu, da lahko potem popoldne še kaj postorijo doma na kmetiji in tako dalje. Skratka, na nek način je v teh, bi rekla, segregiranih prostorih, kjer je na eni strani samo avstrijska meja in reka, po kateri so ljudje brodili takrat, ko so bežali, ko so skušali v bistvu tudi pogosto narediti samomor in tako dalje. Fantastično, zanimivo seveda bi bilo, da bi lahko ugotovili, kako pogosto so ljudje v socializmu v teh, bi rekla, prostorih zajetja delali samomora. Vemo, da jih je bilo veliko, ne vemo pa seveda koliko. In to ustvarjanje delovnih mest vidimo še danes pravzaprav. Da, če pogledamo recimo število osebja po različnih zavodih v naši analizi, ki smo jo naredili za namen morebitne deinstitucionalizacije v Sloveniji, se zelo lepo pokaže, da je v nekaterih zavodih veliko več osebja kot uporabnikov. To lahko pogledate, analiza je online leta 2015 in tako naprej. Eden od zelo glasnih inštitucij, za katero so rekli, da naj se jo izogibajo nosečnice v visoki starosti, je bila zavod Dornava. Namreč tam je bilo možno videti, kot je osebje reklo, stvari, ki bi rekla bolnim ljudem ali pa nosečnicam ne bi dobro dele. Skratka, šlo je za totalno zajetje otrok z, bi rekla, hujšimi ovirami iz vse Slovenije. V sobah je bilo od 20 do 40 posteljic in osebje mi je z ponosom pripovedovalo, da so ta grad zapustili šele takrat, ko se je udaril strop. Torej, koncept deinstitucionalizacije, ki pomeni ne samo preselitev ljudi v skupnost, ampak pomeni tudi nov način razmišljanja, kdo so ljudje z oviro, kaj zmorejo, zakaj govoriti o razliki med nami in drugačnimi, zakaj je beseda on je drugačen pravzaprav zatiralska, zakaj ustvarja takoj prvega in drugega in tako naprej. Ne, večina osebja se s tem v Sloveniji ne ukvarja, kot da jih, bi rekla, 30-letna diskusija o deinstitucionalizaciji sploh še se jih ni dotaknila. Za njih je bilo pomembno, da so stene in stropovi postali nevarni, ne samo za njih same, ampak tudi za uporabnike. Tudi okolica Dornave je čudovita. Čudovita za tiste, ki hočete delati, bi rekla, jogging ali pa kaj podobnega, gotovo pa ne za tistega, ki pride in tam ostane vse življenje, dokler ga ne predstavijo v naslednjo inštitucijo. Vprašanje je, kam so ljudje po letu 2000 odšli, ko so se zaprli v nekateri gradovi in graščine. Šli so v manjše ali pa v enako velike zavode, samo z nekaj 100 metrov stran od starega zavoda. Deinstitucionalizacija v resnici pomeni v Sloveniji to, da veliki zavodi odpirajo bivalne enote, ki so velike 20 do 40 ljudi, ni pa nobenih evidenc, da bi se način razmišljanja, način ravnanja z osebami z ovirami na nek dovolj spremenil, da bi lahko govorili, da je res prišlo do deinstitucionalizacije. Poglejte, te fenomenalne hodnike starih stavb, predstavljate si, da jaz mislim, da otroci, ki so bili na vozičkih, niso nikoli več prišli po teh hodnikih
navzdol, to pomeni, niso jih peljali ven, niso šli ne na sprehod, ne, tako kot hodijo ljudje iz zavodov, kaj šele kam drugam. In recimo, če se po analogiji iz Hrastovca, v Hrastovcu smo srečali ljudi, ki 10-15 let niso bili zunaj, ne, takrat, ko smo delali našo akcijsko raziskovanje. Ne. Skratka, gre za dejansko prostor sam je na nek način zatiravski. Zavod Dobrna na drugem koncu Slovenije je bila ravno tako ustanovljena takoj po drugi svetovni vojni, tako kot Hrastovc, mimo grede, tisti, ki ga slavimo v Sloveniji kot enega najpomembnejših začetnikov šole za socialno delo, gospod Kržišnik, je bil tisti, ki je tudi je podpisal ustanovitev recimo Zavoda Hrastovec, tudi leta 1946. Tudi to je bil en denacionaliziran gradič, kjer so bili otroci z ovirami, mogoče nekoliko manj težkimi ovirami. Zanimivo pa je, da je zgodba osebja o tem, zakaj so ta gradič zapustili, popolnoma enaka kot v Dornavi, in sicer ko so se začela udirati tla, ko tla niso bila več varna za osebje, so rekli, zdaj se moramo preseliti. In preselitev je bila popolnoma enaka kot v Dornavi, preselili so se 100 metrov stran v novo inštitucijo. Tudi v Dobrni so fantastične stopnice, kjer si težko zamišljamo, da bi rekla sama arhitektura. Vidite, da je sama arhitektura narejena tako, da nihče niti ne predpostavlja, da bi ljudje z ovirami lahko bodisi se samostojno gibali v prostoru, kaj šele, da bi šli ven. Paralela z recimo z inštitucijo v Sankt Petersburgu, ki sem jo videla, je pa ta, da tam nimajo ljudje niti invalidskih vozičkov. Te vozički so skrbno spravljeni v kotu, zato da se ne uničijo, pregrnjeni so z rožastimi rjuhami, ljudje pa v bistvu dobesedno se plazijo po tleh. In danes, zdaj v tem trenutku. Tudi okolica Dornave je, bi rekla, čudovita, to pomeni brez infrastrukture, brez ničesar, torej fizična segregacija je brez, bi rekla, zidov in tako naprej, res totalna. V Dornavi je ta hodnik za mene etnografsko zelo pomemben, namreč to je vstop v zavod, kjer so se starši lahko srečevali z otroki. Do, kot rečeno, tam začetka 90-ih let. Tukaj so naredili premične stene, dali so noter po zimi kaloriferje, zato da je bilo nekoliko topleje, in osebje je pripeljalo otroke v pritličje. Torej, tisto, kar je simptomatično, je, obiskovalci pravzaprav niso smeli hoditi po zavodih, in to so recimo pričevanja iz Stare Gore ali pa pričevanja tudi iz tega zavoda. Starši so bili pravzaprav nezaželeni in v sobe svojih otrok niso smeli hoditi. To je recimo, so bili prostori za srečevanje in tako naprej. Tukaj vidite stvar, ki je na pol bolnišnica, na pol internat, na pol samostan, torej bi rekla ta totalno zajetje, totalne inštitucije v Foucaultovskem smislu. Ogromne sobe, v katerih je bilo, kot sem že rekla, veliko postelj, ki so seveda preprečevale ne samo kakršnokoli zasebnost, ampak tudi, vsi se lahko spomnimo, notoričnega vonja, ki so ga inštitucije nekoč imele. Vonj. Inštitucije so bile znane po
po vonju, ki so se ga vsi spominjali. In zanimivo je, da je zgodba o vonju, ki mi jo je pripovedovala ena članica osebja, ki je še zdaj zelo pomembna v eni od slovenskih inštitucij, gre takole. Tako je smrdelo, da so naše vzgojiteljice in strežnice in sestre prišle domov in so jim možje rekli, pa kaj ti tak smrdiš? Kaj se z vami, kaj se dogaja pri vas? In ker je bil ta von tako neprijeten za osebje, ki je bilo na ta način tudi na nek način stigmatizirano. Nekoliko se je stigma ljudi, ki so živeli v zavodih, prenašala tudi na osebje, je modernizacija zavodov pomenila tudi konec vonja. Torej očistiti zavodov vonja, to pomeni, naj v zavod pride sveži zrak. Ampak ta zrak je v zavod težko prišel, namreč zato, da se po pripovedovanju osebja ne bi stigma še bolj prenašala ne samo na celotno ustanovo, ampak tudi na osebje, ki je notri delano, so poskrbeli, da ljudje, ki so bili vidno grozni, kot je osebje temu reklo, torej, ki so vzbujali grozo, da niso gledali skozi okno. Recimo, zato so dali plastične stene, ki so preprečevale otrokom, da bi se nagibali skozi okno. Namreč zaradi tega, ker je graščina spomeniško zaščitena, seveda se rešetk ni smelo dati gor. Kdo so bili tisti čudni, kdo so bila tista telesa, ki se jih ni smelo videti? To so bili, kot je rekla osebje v enem od intervjujev, ki sem ga naredila pred 2 leti, to so bili tisti vodenoglavci. Tisti vodenoglavci, zaradi katerih so krajani rekli, v kako groznem prostoru delaš. Torej, na nek način se osebje ne reflektira, da gre za, bi rekla, konstruirano predstavo lepega telesa, ki bi jo lahko pravzaprav se z njo ukvarjali s tem, da bi se mogoče z vaščani pogovarjali in tako naprej, ampak je zato, da se vaščani ne bi škandalizirali, v bistvu so zaprli okna, da do teh pogledov ne bi prišlo. Torej, to je še ena... Mene so te, bi rekla, te disciplinske, ta kreativnost v discipliniranju in te disciplinske oblike postavljanja barijer znotraj prostora, ki je pravzaprav stvar zunaj prostora na nek način in ki ne zajame ljudi, ki so stigmatizirani, ki so videni kot kužni in podobno, me je fascinirali, te stene so me res fascinirali. Lahko pa seveda vidite še druge stvari, naprimer stranišča za otroke do leta 2002, ko so zadnjega izselili, kopalnice brez zasebnosti, potem udrt strop, zaradi katerega so se preselili. Ta prostor je zelo zanimiv. V nasilje, inštitucionalno nasilje, ki se, kot rečeno, začne z prostorom, se nadaljuje z različnimi disciplinskimi tehnikami. Te disciplinske tehnike niso toliko uperjene na posameznika, ampak na celotno skupnost, ki živi v zavodu, v smislu, vsak ve, kaj se mu lahko zgodi, če ne bo priden in tako dalje. Skratka,
ta, bi rekla, normativna beseda, biti priden, je zelo tipična, zato tudi ljudje z ovirami velikokrat pridejo do vas in rečejo, a sem priden. To slišijo strani osebja, slišijo strani staršev in tako dalje. V najvišjem nadstropju Dornave je seveda zelo dobro, da nekdo, ki je etnograf, vpraša, kje imate pa izolirnico. Skratka, prostore, ki vam jih nikoli ne bodo pokazali in seveda, če vsake toliko vam izolirnice pokažejo. Ne? Skratka, v najvišjem prostoru, kjer mnoga staršev gotovo ni nikoli prišla, sem našla ta hodnik. In v tem hodniku sem našla 4 sobe, ki so funkcionirale kot izolirnice. Ena je bila modra, druga je bila zelena, tretja je bila drap in četrta je bila bela. Jaz sem se zaprla v to sobo in če zaprete tudi loputo okna, ki gleda na grajsko dvorišče, doživite popolno senzorno deprivacijo. Ponavadi osebje argumentira izolacijo ljudi z ovirami tako, da gre za nevarne, nasilne, da gre za ljudi, ki so 1,80 m, imajo 120 kg in tako dalje, ki se jih seveda ne da disciplinirati drugače in potem se jih da, kot pravijo nekateri, v mrežo, v bunker in to so bili pojmi, ki jih strokovno osebje še vedno danes dobro pozna. Tukaj je šlo pa za otroke, ki niso bili, nekateri so bili tudi starejši kot 18 let, zaradi tega, ker je pri nas lokalna posebnost ali pa nacionalna posebnost, da otroke z ovirami definiramo tudi otroke do 26 leta starosti, ampak kljub vsemu, večina so bili otroci in potem pravi osebje, recimo to je zelena soba, to je drap soba, je že uničeno, zaradi tega, ker zdaj se nič noter ne dogaja. V eni od sob sem pa našla tudi tale majhen voziček, ki je očitno voziček za otroka in zdaj lahko fantaziramo, ali je bil voziček uporabljen za to, da so naga privezali otroka, ki so ga dali v izolirnico, ali pa so s tem vozičkom otroka pripeljali, otrok, ki je že bil oviran. Torej, tisto, kar navadno, s čimer navadno ljudje opravičujejo to vrstne prostore, je, saj jih ne uporabljamo. Vendar teorije nasilja, pa tudi etnografije nasilja in mučenja dokazujejo, da se uporablja vse, kar je možno in tudi stvari, ki ne obstajajo. Torej, vprašanje je, kdo je bil, koga so dali, kolikokrat so ga dali, ali so ga pozabili, koliko ur je otrok preživel, ali je bil popolno senzorno depriviran, ali so barve, različne barve, torej bi rekla, tako nekaj perverznega je v tem, a so te različne barve izolirnic zato, da se je rekel, če ne boš priden, boš šel v modro sobo, če ne boš priden, boš šel v zeleno sobo. Barve so za osebje včasih zelo pomembne. Ko sem bila pred nekaj leti na Tajvanu in sem šla pogledati psihiatrično bolnico, mi je prijazna zdravnica, sem jo vprašala, če mi lahko pokaže sobo za izoliranje, me peljala v veliko sobo, ki je bila vsa v roza. Spomnite se Hello Kitty pa tako naprej. Torej, v Aziji verjamejo, da je roza barva posebej pomirjujoča. Tukaj imamo kulturne posebnosti barve, pri nas mogoče modra in zelena. Mogoče je pa delitev sob na barve bila tudi zaradi tega, ker je bilo mogoče se spomniti, kdo je v modri sobi, kdo je v zeleni sobi in tako dalje. V Dobrni torej zanimivo je, da imajo zavodi
prostore, ali pa so jih imeli, ne, ali pa bi rekla disciplinski zavodi, ki smo jih navajeni in za mene je pomembno, da ljudje, ki so preživeli to vrstne prostore, živijo med nami in skrajni čas je, da bi kdo o tem vprašal, da bi ljudje pripovedovali, da bi pričali, da bi dobili tudi zgodbe, zato ker zdaj imamo samo zidove. Torej, ta majhna okenca, te line, ki jih poznamo iz filmov o zapornikih in tako dalje, ne? Zakaj nadzorovanje vedno poteka tako, da nekdo gleda, ne? Medtem ko tisti, ki gleda, ne more gledati nazaj. Ne? V Dobrni je bila oblika discipliniranja nekoliko humanejša, les je sploh nekoliko bolj topel. V to kletko so dali posteljico, če otrok ni bil priden. In so ga v to kletko zaprli. Tisto, kar je, jaz sem tukaj tudi nekoliko cinična, ne, si lahko predstavljate, ko rečem, da gre za humanejšo obliko, ampak kljub vsemu, ne, ta kletka ni bila popolnoma izolirana, namreč v tej sobi, kjer je bila ta kletka, so bile še druge postelje. Ne. To je vendarle nekoliko manj totalna oblika izolacije, ki so jo otroci doživeli. Ne. Pa kljub vsemu je fascinantno, ne, da je otroke z ovirami, to pomeni šibke, nemočne, kot jim pravi še danes zakonodaja, zakon o družbenem varstvu in tako dalje, majhne, mladoletne in tako dalje, ne, potrebno zapirati v prostore, ki jih tukaj vidite. Zanimivo je pa tudi, da vrata, ki peljejo ven na hodnik, to je tukaj, nas pripeljajo do majhne sobe za osebje, ki je zelo panoptikonska. Foucault bi bil navdušen, če bi to najdel nekje v neki Sloveniji. In sicer, to je majhna sobica sredi hodnika, ki ima vrata, skozi katero osebje lahko gleda ven, in še dva okenca. Tako da je lahko osebje mirno pilo kavo v tej sobi, lahko se je varovalo, lahko je celo nečeš, da gre za ljudi, ki so nevarni in tako dalje. Ne. Imelo je pa kar veliko prostorov, ne, da so panoptikonsko gledali, kaj se dogaja po zavodu, po hodniku in tako dalje. Torej, še nekaj teh posnetkov. Okay. Skratka, zdaj manjkajo pa zgodbe. Pokazala sem vam pohištvo, pokazala sem vam sobe, nisem vam pa povedala zgodb. Zgodbe, ki pričevalcev so zelo težke. Nekatere zgodbe govorijo o nevidnem nasilju. Recimo, otroka ali pa mlado osebo so, če ni bila pridna, stuširali z mrzlo vodo. V sovjetski pedagogiki, namreč jaz mislim, da tukaj je nekaj paralel, ne? In mislim, da je socializem, da bi rekla, te prostori vztrajajo pri nas toliko časa zaradi tega, ker pravzaprav 50 let ni bilo govora o različnosti, o tem, da ima človek avtonomijo, da govori za sebe, kaj želi, kaj zmore in tako dalje. Ne? Tako da tukaj je nekaj tako imenovanega sovjetskega rehabilitacijskega modela. V tem modelu, recimo, so mi kolegi kot rečeno, februarja, pred enim mesecem pripovedovali, da je navodilo, ki ga ima strokovno osebje v zavodih, da se uporabnikov, prebivalcev zavoda čim manj dotika. Skratka,
Zakaj se jih ne dotika? Zaradi tega, ker je koncept človeka z oviro koncept človeka, ki drugače čuti, ki ima drugačen način čustvovanja, ki ne čuti in ki mora biti oskrbovan. In če recimo gledate stare dokumente, tam nekje še en dokument iz enega od slovenskih zavodov je še vedno aktualen, pravzaprav govorijo o tem, da je ljudi treba oskrbeti z posteljo, z ustreznimi klimatskimi pogoji v zavodu in s hrano. Torej, tukaj imamo dejansko nekako še vedno predstavo o tem, da je človek z oviro človek, ki je seveda golo telo. Torej, oblike discipliniranja, kot sem rekla, so lahko zelo skrite in mislim, da na tisoče zgodb, ki bi jih morali vedeti in iz katerih, ki so zgodbe ne zato, da bi se škandalizirali, ampak zato, da bi se iz njih nekaj naučili in zato, da bi dejansko razumeli deinstitucionalizacijo kot filozofijo, ki pomeni drugačen pogled na ljudi nasploh. Torej, te zgodbe ne poznamo. Nekatere zgodbe so pa zgodbe zelo jasnega zatiranja in discipliniranja in nasilja. Naprimer, zgodba o tem, kako starši niso smeli se, kot sem že prej omenila, nekoliko dotikati svojih otrok, recimo deklica, ki so ji zlomili nogo, zato ker so otroci kobacali po posteljicah in se osebje pravzaprav ni brigalo za tisto nogo. Mama je deklico hotela preobleči in tako dalje in so pravzaprav jo nadrli, da to ne sme in tako dalje. Ali pa zgodba o tem, kako otroci, ki jih je potrebno po noči obračati, potihem kličejo tovarišico, učitelja in tako dalje, da otroka obrne, učitelj ali pa tovarišica, kot so rekli včasih, pride čez pol ure, medtem že druga sostanovalka človeka obrne. To osebju ni všeč, zaradi tega, ker nadzor je potrebno ohranjati tako, da ljudje med sabo ne ustvarjajo kolektiva, da ljudje med sabo ne izražajo solidarnosti, da ne pride morebiti do upora proti, bi rekla, struktura moči. In potem so mladi ljudje pogruntali, kako pretentati osebje in sicer tako, da so najprej svojo sostanovalko obrnili na eno stran in čez pol ure na drugo stran, torej tako, da osebje sploh ni opazilo, da je vmes mlado dekle bilo obrnjeno in tako naprej. Imamo pa tudi seveda oblike nasilja v smislu medikalizacije, v smislu prepovedi, odhoda in seveda nasilje je tudi povezano z smešanjem. Recimo moja imenitna študentka, ki bo zdaj magistrirala na temo izpovedi ljudi z ovirami, ki so istospolno usmerjeni v slovenskih zavodih, je zbrala fantastične zgodbe. Ne? In večina zgodb govori o smešanju. Ne? Recimo osebe, ki smeši recimo fanta, ki je gej in ki to razkrije. Ali pa osebe, ki takrat, ko človeka umiva, smeši človeka in podobno. Ne? Skratka, zelo subtilne stvari, ki se celo v razumevanju človeka samega ne vidijo kot nasilje, zaradi tega, ker so tako zelo normalizirane, ker so tako zelo običajne, ker ni nikogar, ki bi slišal, ki bi videl, ker ni prič
in tako dalje. Torej, zbiranje zgodb je v bistvu tudi pričanje. Pričanje za ljudi, ki so že umrli in sami zase ne morejo pričati, pa tudi za ljudi, ki ne morejo ali pa nikoli ne bodo svoje zgodbe povedali, zato ker je preveč travmatična, ker je preveč žalostna in ali pa ker jih nikoli ne bo nihče vprašal. Všeč mi je citat Jeffrey Hartmana, ki je nekoč zapisal, da se demokratičnost neke družbe meri po tem, koliko glasov lahko pride v prostor javnega. Kako delamo spominsko delo, kako je mogoče govoriti o stvarih, ki so nevidne. Torej, lahko si predstavljate, da pravzaprav še danes, v preteklosti pa še toliko bolj, svojci teh zgodb niso mogli slišati, niso mogli biti pričevalci, zato ker po eni strani je bilo za svojce to, da so dali osebo v zavod, včasih edini izhod za lastno preživetje, včasih je bilo pa to čudovit nasvet strokovne delavke, ki so se ga držali, zato ker so strokovnim delavkam in delavcem verjeli, da je to dobro. Velikokrat svojci niso imeli finančnih sredstev za to, da bi otroke vozili na fizioterapije, daleč stran, velikokrat na drugo stran Slovenije in strokovno osebje jim je obljubljalo, da je to rešitev, da dobi otrok vse na enem mestu. Zato sem za konec v bistvu želela vas spomniti, da smo imeli in imamo tudi v Sloveniji tisto, čemer rečemo gibanje hendikepiranih, čeprav skromno, majhno in tiho. Namreč gibanje hendikepiranih je po vsem svetu, da ne bi bila preveč generična, predvsem po zahodnih državah bilo tisto, ki je dejansko bilo nosilec sprememb. Hendikepirani aktivisti so od 70-ih let naprej, nekateri že konec 60-ih, 70-te, 80-te so bila pa res zelo pomembna, zahtevali spremembo. Zahtevali so, da se jih sliši, da se uporablja drugo terminologijo, da imajo možnost odločati se o tem, kje bodo živeli, s kom bodo živeli in kako bodo živeli, da se jih ne vidi kot hendikepirane, temveč kot ljudi, ki imajo svoje želje, sposobnosti, ne glede na telesno ali pa intelektualno ali pa senzorno oviro. In ljudje so šli na ceste in so se pokazali, zato ker prej so bili nevidni. Še zdaj so zelo nevidni. Recimo za mene je bil pravi šok, ko sem slišala tisto anekdoto, ki je v bistvu, tako bi rekla, res nekoliko perverzna, ampak socialni delavec, ki je direktor enega centra za socialno delo, je rekel, in smo šli v 90-ih letih na Švedsko. In smo gledali po Štokholmu in se gledali drugega in smo rekli, koliko je pa v Štokholmu invalidov, pri nas jih pa nimamo. Torej, tukaj vidite, bi rekla, raven ozaveščenosti, s katero imamo upravljati.